Dobro jutro, danes pa imamo že bolj deževni dan in sicer je ponedeljek, kar pomeni, da moram narediti urnik za livestream. To mi je vedno tako fajn delati, no mi si ful rada organiziram teden. Danes imam par stvari, ki bi rada naredila. Najprej malo bolj take razvezne, neprijetne, to rečem, mislim, e-maile in to. Bomo pa delali jesenske okraske, torej doma narejene jesenske okraske. In ja, imam več idej, več stvari, ki bi jih rada delala, mogoče malo puzzle delala, diamond painting, torej tak cool dan. Včeraj ob nekaj uri je uradno bila jesen, tako da v jeseni smo, noben mi ne morajo reči več, da sem prehitra z vsem. Ok, gremo zdaj splanirati moj teden. Ok, sem naredila vse, kar sem imela, zdaj pa končno gremo na te do-it-yourself stvari. Naredili bomo dva do-it-yourselfa, en bo bučke iz teh nogavic, pa iz te file, ki jo dobiš v Tediju. Ena bo pa taka vrvica z različnimi listki, isto to vrvico, tako da za pare rabimo vrvico. Ene zokne, zdaj odvisno kakšne barve hočeš, jaz sem si take bolj rjavkaste vzela, da bojo take bež buče, ker tako oranžnih stvari imam že dost. To filo dobiš v Tediju, je pa za take razne kvačkane zadeve, če hočeš nafilati ali pa kakšne pliškote ali pa to, ne, tako da. Ja, potem imam pa to košarico tukaj, kamor bom dala te bučke. Sem pa včeraj nabrala tudi par kostanjev, tako da bom jih malo zafilala not v košaro. Razmišljam, če je mogoče malo prebarvala to, da je bila malenkost bolj temno rjava, ampak to se lahko še pol v bistvu odločim. Zaenkrat bom naredila te buče iz zoknov, bomo pa naprej razmišljali. V bistvu jih ne rabiš uničiti, ker meni jih je malo škoda, taki lepi so. Sicer sem res kupila take bolj poceni v Primarku, ampak vseeno, če hočem jih lahko bolj uporabim. Pa verjetno ne bom vse uporabila, ampak ja, bom videla. Te sigurno, te so mi ful všeč barva. Te bojo zihar bučke, mogoče eno svetlo. Moja te dvoje bom pa lahko ponosila. Če se prav spomnim, to sem videla na internetu, to ni moja ideja, ampak jaz si bom zdaj samo sprobala. Nafilaš nogavico. Mogoče imaš že doma kako nogavico za porabiti, komot. Cute, no. Se ne vem, koliko jo moram nafilati, če sem čisto iskrena. Pa ta del, ko ostane, je v bistvu kot nek pecel od buče. Probala zdaj narediti, da bo res okroglo. Čeprav mi bo kar veliko ostalo v bistvu. Videli. Pač bi mogla še enkrat oni YouTube video pogledati, sem spomnil se, kje sem ga najdla. Maja mi ga je naposlala. Ok, veste oni del, ko sem rekla, da ni treba nogavico ničeti. Zlagala sem se. Sem šla še enkrat pogledati video in ona nafila te kratke nogavice v bistvu. Bolj naredi tu na vrhu zanko najprej. Pametno, pametno. Malo bom samo oblikovala, da bo bilo okroglo, ker se mi zdi, da je malo čudno. Bolj zavežemo. Zdaj, v primeru bele,
nogavice, bi bolj bilo med belo vrvico, mogoče to od zaštrikati ali pa kaj, ampak jaz tega nimam, tako da bo rjava mogla biti ok. Torej, zavežemo to, čim bolj tesno. Ja, to bo ful lažje zdaj. Še en vozel naredila. In pol okoli ona je kar na gosto, okoli navezala te vrvice in, kot sem rekla, tesno. Tesno, tesno, tesno. Pa mislim, da bi moglo to biti to. Bi še bolj mogla. Ne, se bojo še druge vrvice. Malo pogledala, da bo bolj, kako bi rekla, enakomerno, lahko prestavim malo vrvice. Ok, zdaj pa te preostali del vrvic bom tako okoli navezala, okoli tega z okna, da se skrije. Ker na tesno. Malo bom ta del še odrezala, da ne, ker je malo predebelo. Ok, en problemček imamo. I don't know. Ok, jaz mislim, da je ok prišlo prva. Probala zdaj drugo malo bolj nafilati lepš. Bomo videli. Mogoče ta pecelj malo manjši naredi bolj tanek. Mi zdi, da je vsaka bučka malo lepša, ko sem jo naredila. Prvo je ta, no jo, ta je malo manjša, ta je pa najlepša. No, vse niso slabe, no. Bi mogla malo na poden dati te nogavice, da bo malo višje pol vse to. Zadeva, ali pa če nafilam malo bolj, s temi ostanki tu. Pol pa dodam te kostanje. Najdem nekje v torbico. Premalo košarico se mi zdi. Oh my god! Ali pa če dam eno tako ven. Kaj pravite? Cute! Tu imamo nov pridobitev in tu. Zdaj malo luč sveti, ampak ga ni cute, pa s temi sončnicami. Malo je temno tu zdaj, ampak cutie. Ta Trogirijev magnetek sem že dolgo cajta nazaj zlomila in sem rekla, da ga moram popraviti, pač kolikor se da. Ja, najprej takos. Največji.
Mogoče ste že v prejšnjem vlogu opazili, da imam nov kovček. Včasih se odpravljam nazaj v Slovenijo. Jaz vam vedno tako z veseljem pokažem karkoli od Bags and More, ker meni je dobro, ker sem že od nekdaj pač stranka tam. In se spomnim, sploh ko sem bila študentka v Ljubljani, ko je malo več teh shopping centrov pa Bags and More, takrat sem si večkrat torbico tam kupila. In jaz ful dolgo nisem vedela, da je to koroška firma, kar je tudi meni pri srcu. Sem pa hodila pokazati ta nov Bags and More kovček, zato ker je iz nove linije Unbreakable, to pomeni, da je neuničljiv. In ko si misliš neuničljiv, ne vem, jaz osebno si mislim, da je tako bolj težek, ampak ne, ta je ful lahek, mislim, da ima 3,6 ali 3,9 kg. Je znamke Travel and More, ful ima to fajn teksturo, prije še v drugih barvah, ta je črna. Ne vem, kje bi sploh začela pri tem kovčku. Kot sem rekla, ful je lahek, ampak je neuničljiv. Torej, predvsem za kakšna letala, tam ko se mečejo kovčki in tako naprej, je super. Naslednja stvar so ta 4 kolesa, ki so dvojna, torej vsako kolo ima po 2 kolesi in sta taki gumijasti in to pomeni, da se 360 vrti, kar je najboljši. Nekaj najboljšega, ker ga lahko ob sebi voziš in sučeš ga lahko v glave, ja, taka polička ti je lahko tudi za torbico. Sedemo ključavnico, ki je že vgrajena, kar pomeni, da ti ne štrli ta ključavnica dodatno ven, pa tudi bolj se mi zdi, da je fiksno. In oba ta v bistvu jezička od zadrge lahko not daš in to je to in si naštimaš svojo kodo. Všeč mi je, ker ima ta stojala tu, tako da tudi tako po strani, da jo postaviš, da je lepo na stojalih in lepo stoji, pa da je zaščiteno. Se pa seveda ta ročaj podaljša, da ga lahko vlečeš oziroma ob sebi voziš. Ta črna mi je taka elegantna, pa to je dizajn narejen v Sloveniji. Torej, 2 predala imaš za pakiranje, enega tega na zadrgo, ki ima še dodatno zadrgo na to mrežo. Tukaj imam jaz ponavadi kako spodnje perilo, da je tako malo ločeno in bolj organizirano in po lahko cel predal v bistvu zapreš, da ti nič ne pada ven. V tem drugem predalu imaš pa te, kako se reče, zanke, špage, ki jih lahko, koliko spakiraš, da lepo zapreš, da isto tako odpreš kufre, da ti ne vse ven pade. Poleg tega, da sem vam pokazati hotela moj nov kovček, vam hočem povedati, da je to nedeljo super nedelja in lahko prišparaš do minus 25% popusta na vse. Ene par izjem je, bom napisala, ostalo pa vse, imam pa tudi kodo FINA 10, ki ti prinese še dodatni 10% na popust, ki pa tudi velja na tiste par stvari, ko sem rekla, ki niso znižane. Je pa zdaj tudi akcija na torbice, potovalne torbe, ful so že znižane, te sploh od prejšnjih sezon. Jaz sem seveda potovala z svojimi 2 torbicami iz Bags and More, v bistvu David Jones, surprise, surprise. In sicer ta črna se mi zdi, da je taka za vse priložnosti in to sem imela pa na poroki, taka cute. Jaz sem se skopala, posušila glavo in polečaš napisal, da lahko med malce gremo v trgovino in smo šla. Jaz sem imela cel seznam, ker bom nekaj kuhala, pa par stvari je zmanjkalo, zadnji pralni stroj dela. Jaz sem rekla, da vam en haul naredim po dolgem cajtu, tak nemški. In sicer jajca, špageti, eni so polnozrnati, se mi zdi, pol imamo ene peresnike, riž, mleto, mešano, piščanc, maslo, gavda, rezine, njoki, imamo tu peteršilj, jabolke, ker bom delala spet apple crumble, ta ledenka solata, ker se mi ene solate zluštalo, ko sem jih na TikToku videla, grški jogurt bo za preliv, pol en kruhta, zdaj tega kupujemo zato, ker da lahko si jo sredico in zrežem, pa da je čim več sredice, da ne stran mečem veliko. Pol imamo ene murke tu, kisle, pol imamo nariban sir, pol imamo salamike za sendviče, jaz sem si vzela eno zero color, George si vzame ta mate čaj, paradižnike, jalapenjote, to bo vse za solato, tako solato.
rdeča fižola, pol zmanjkalo je paprike, popra in italijanske začimbe, ena kumara. Mislim, da sem vse pokazala, sem šla kar hitro skozi, ne? Moram pa to vse pospraviti. Dajmo moj slavni apple crumble narediti. To je v bistvu kot neka jabolčna pita, ampak nič ne rabiš valjati, ne rabiš testa pripravljati, ampak ga zdrobiš, torej crumble. Bom pa tudi pripravila meso, ker bom pol naredila eno solato, no mas mam kaj rekla, v glavnem eno solato hočem narediti, tako da bom samo to mleto meso pripravila, začinila pa fajn popekla, da dobi ta hrustljavo škorjo. Sem si pa tukaj že zvagala moko. Bom dala recept v opis, tako ponavadi. Tu imam sladkor, dala sem malo manj, ko je po receptu, ker ne, meni se zdi, da je to že ful sladko, tako da imam malo rjavga, malo belega, pa malo enega tega vanili cukr. Tu imam pa še malo cukra za na jabke. Jabke moram pa še ulupiti, pa narezati, pa cukr dodati in pol vse v ta pleh naložim. Ampak gremo najprej meso pripraviti, ker je že glih fajn vroče. Grede, tu imam še ostanke makaronov včeraj, tako da danes kosila ni treba pripravljati, samo za večerjo, kot sem rekla, bo solata. Dobro.
Vse, kar mi je danes uspelo narediti na streamu, je ta en list, ki ga zdaj imam tukaj igr na tem kozarcu od ene sveče, ki je prazna. Pa pravim čim bolj upogniti, da bo tak pognjen jutr. To bom pa še pol jutr naredila, ker mi danes ni ratalo. Ker smo spet se ful pogovarjali. Zdaj grem pa solato narediti končno, tako se veselim, upam, da bo dobra. Yours, this is Mika's, and this is mine. No, Mika doesn't need this. Okay, end result. Pineapple titties. Dobro jutro, gremo v trgovino, ker rabim par sestavin za današnji kuharski stream, pa tudi za današnji dan. Ne morem se odločiti, da naj se pelem ali naj hodim. Sicer ne gre dež, ampak po eni strani šla z avtom, sem pol se ukvarjati s parkiranjem. Ne vem. Grem peš, zato ker je vse polno, že zdaj. Bo vzela Marjeli z avtom. Evo jaz nazaj. Dobila sem špinačo, gobe, ker v meni omako delala beli kruh, ker jaz jem beli kruh z filanimi paprikami, eno tuno v olivnem olju, včasih se mi kaj na hitro zlušta. Paradižnikov omaka, pol to mezgo za filane paprike. Nisem dobila rumenih, imeli so rumene in so bile špičaste ful in sem dobila take oblike, tako da pač dve rumeni sta, dve zeleni, dve rdeči, bo pač malo drugače. Goveje omleto, en smoki, to je edina slana stvar, ki jo lahko jem, pa temna čokolada, pa eno to štručko, eno sem pa že pojedla na poti. Doing all the great way to kind of like a feeling, and I think the same kind of applies for Christmas too, right? A lot of let's do this. Ok, jaz sem spravljena, zdaj gremo pa kuhno pripraviti pa stvari za kuharski stream. Začela sem že, luči sem si prinesla, pa stol. Prati moram zelenjavo, zato da ne bom bolj tukaj z vodo pacala, ker pač ja, je računalnik bo nekje tu. Out in
the road, just enough to go round. Some say there's still hope if you don't. Evo, narediti si moram hrano, ker sem lačna in si bom naredila na hiter tuno, grški jogurt ali pa kislo smetano pa koruzo, pa bom to s kruhom pojedla, moč kako kumaro. Ne da se mi nekaj kuhati, ker bom itak na streamu kuhala. Sem kupila to tuno v kofru, malo je večja in je v olivnem olju. Love is a dream, but you could be right this time. I'm half right all the time. I'm half right all the time. All the time. I've been trying so hard, and finally it gets me down. Down to earth, down to hell, down to all that is left. Well, I don't wanna go beyond the rainbow's end. What do you see in me? Well, love is a dream. Ok, bolj kot ne vse pripravljeno, sem še 4 minute. Moram se preobleči, ker... ja, filane paprike dan zelam, nikoli še nisem delala filanih paprik, tako da... to bo prvič dan za mene. Prvič sem skuhala filane paprike, edino kar je omaka ni tak gosta, pa sem še dala več moke in tega, ampak nočem dati preveč, ker se mi zdi, da bo jutro bolj itak še bolj gosta. Zdaj bo pa Josh prvič jedel to. Je rekel, da bo s kruhom jedel, tako jaz jem. Pa prav, ker sem polila tako pol omake po tleh, ker pač je katastrofa tu nad. Začelo me je grlo boleti in kihati sem začela med streamom in je Josh v trgovino, bojo mi kupil te ginger shote, tako da... Malo sem imela stresno jutro, ker mi stvari niso šle najbolj po planu, nekaj smo mogli objaviti in je vse bilo narobe. Z videom ne vem, kako se je to zgodilo. V glavnem, naličila sem se, čopsi moram še popraviti pa preobleči se za stream, ker imam zgodni stream. Danes gremo večer ob 8 na koncert, Vivaldijev koncert v Heidelberg, mislim, da v eno cerkev, tako da ful dobro. Zdaj pa jemo ostanke filane paprike s kruhom. In ja, pa se moram počasi pripraviti, danes delam puzle na streamu, ker se ful veselim, ker jih nisem zdaj delala par dni. Evo, včeraj sem na Instagramu vprašala, s čem jete filane paprike, večina jih je bilo za perje krompir. In bolj so še druge variacije in mi je bilo ful zanimivo. In se res rada o hrani pogovarjam. Evo, kava je ready, Kinder Pingvin, zdaj moram iti pa po puzle, da jih tukaj da, moram plac narediti. Večer je po streamu, en sandvič pa imam te solate, drugače sem pa full dan sestavila, ne vidite, ampak ja, ta spodnji del je skoraj cel narejen. Zdaj pa jem, malo sem montirala, ker imam gužvo in čez 15 minut gremo na koncert. Pa čaj si delam, ker me full zebe, tako da se me malo zagreje. Evo, gremo v cerkev, nisem vam pokazala, kaj sem oblečena, so čez basic, ker bo itak v cerkvi, pa bo mrzlo, nimam nekaj ful elegantnega, ampak ja, te črne hlače, pa nimam črni šuhu, tako da so beli, pač sem bolj Gen Z oblečen. Tukaj bo koncert, oh my god.
Ein bisschen kurz, aber sehr gut. Oh, je so cool. Kaj Graz gleda dobro zvečer. Tu bomo probala različna piva in ga je Josh polil po svojem mednožju. Tu imamo mesek, še eno nadaljno kafe, da bom še dan zdelala, pa bomo prišla domov pa zaspala. Apfelstrudel, ja. Missing someone